generalna sekretarka UNESCO, gospa Marjutka Hafner. Med nami prav lepo pozdravljam tudi šentjurskega župana, gospoda Štefana Tisla, in ga prosim tudi za pozdrav. Lepo pozdravljeni v Zgornjem trgu Ipolčevi hiši, večino jo poznate, verjetno bomo posebej razlagali, kaj je vse tu noter. Hiša je po zdravnikih, skladateljih in županih šentjurskih, zdaj pa je kulturni objekt, kulturna dediščina, tudi lahko rečemo, kjer so to občasne razstave, druge prireditve, v pritličju poročna soba, kmetiji delali, moj oče je znal vse sam delati, tudi košo, grabelj, štila nasajati, vse samke nam je otrokom delo, mesar je bil vse, je bil vaški veterinar, tako da je, jaz sem še tisti rekel, ko še vse o tem vse vemo iz prve roke, medtem ko danes je otrokom že težko da... Ne zamenja, da boste lahko občudovali tukaj za menoj te krasne fotografije. Če stopite sem na ovo strako, pa takoli. Tore, vi pa tako obrobje boste lahko. Kako pa pričnemo? Pa smo pri pletarstvu. Pletarstvo je izdelovanje predmetov iz slame, koruznega ličja, leskovih in kostanjevih viter, neobeljenih in obeljene šip ter drugih gradiv, ki jih prepletamo, zvijamo in zatikamo. Pletarstvo se je razvilo za potrebe posamičnih gospodinjstev in prodajo v domačem okolju. V našem domačem okolju pa so prepoznavni tudi ljudski pevci in godci iz Dobline, ki jim bomo sedaj prisluhnili. Škrjanček poje, žvrgoli, cebilga dneva vesel, pozdravlja hrib in plan. Ki je znana delati šmarnice in nageljne iz papirja. Pa je tisto v parfum namočila, pa bil nagelj, kot bi ga v trgovini kupila. Pa prisluhnimo še enkrat ljudskim pevcem iz Drame. A veste, kako je bilo, ko je brata strašila lučka? Ne? Pa prisluhnite zgodbi. Od mojega brata, ko je bil nekaj starejš, so coprnice strašile. Takrat zvečer, ko je šel s potepije. On je bil pa zmeraj jezen. Tam so bili križevi poti, cesta je gor, dol, pa sem, pa taj. Je rekel, da se ni bilo drugega. Ampak tam na tistem mestu se je vedno ena lučka prikazala, pa je šla z njim. Ni videl nič drugega, kot samo luč. Pa je s palco tolko, pa urezval, pa se je tedy luč malo umaknila v kraj, pa spet prišla nazaj, pa je šla v štric, njega vse do doma, taj do tistega Štepiha. Pol je pa zginila, pa ni bilo več. Znate, je bilo pa tak strah, da je bil moker. Vete, včasih je bilo tudi zelo veliko coprnic. In v njih krožijo razne pripovedi. No, ampak moje bolj področje je pa zaščita lesa. Torej, a vidite tukaj, kaj se zgodi? Tole je kar pred našo fakulteto, ena taka rustikalna klop hišnik, ki je 2-krat na leto mazal, gobe pa zmeraj bolj ven rasle. To pomeni, da površinska zaščita ni zaščita pred biološkimi dejavniki, ampak pred abiotskimi. To pomeni razpoke, kosmatostni in estetski vidik ima.
No, vidite, kaj se zgodi, navadno takole, tudi te površinski premazi se grejo skozi navadno z zadnje strani, vidite takole, to poznate, in dejansko tudi sprede, če mi tako še premazajo, zdržujemo, pridejo pa seveda insekti in zanesejo jajčeca in spore z druge strani v ta objekt in na koncu vse propade. S katero je imel naš profesor zogrbe načrte, ker meni niso všeč in sem potem pač rajš odnehala. Ampak zanesla me je usoda čist nepričakovano v nek zelo vpliven medij, množični medij, ki sem se ga jaz malo strašila. Zato, ker sem ugotovila, da ima neverjetno veliko moč vplivanja na ljudi. In zato, da bi to stvar malo bolj spoznala, sem bolj se pač lotila še študija komunikacijskih ved in filmske režije. Pa ker že to ni bilo zadost, sem se vpisala še na podiplomski študij varstva naravne dediščine na oddelek za gozdarstvo.